Drage goriške bralke in bralci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Trgovski dom in v Fajglovo knjižnico. Najprej vam čestitam za dosežek v bralni akciji Primorci beremo. In istočasno bi vam rada predstavila tudi nove prostore te naše knjižnice, v katerih domujemo že od aprila letos. Trgovski dom je palača, ki je bila zgrajena leta 1905. Načrt zanjo je narisal Max Fabiani in takratni Slovenci so si želeli v samem središču Gorice tako posebno večnamensko središče, ki bi predstavljalo tako kulturno, športno dejavnost, gospodarsko in tudi politično. Zato v tej stavbi je bila tako glavna velika dvorana za predstave, za koncerte, različne prireditve in dogodke, telovadnica, banka in 7 stanovanj, pa seveda knjižnica, knjigarna, trgovine in še ateljeji pod streho. Tako da je bila ta stavba res namenjena različnim in raznolikim dejavnostim. Na žalost je doživela kar hudo obdobje, tako med prvo vojno, ko je bila bombardirana, in med fašizmom, ko je nastala deložacija te stavbe in so jo fašisti odvzeli. Šele po drugi svetovni vojni so Slovenci si zaželeli ponovno vzpostaviti njihove naslove, društva v to stavbo, ali za kratek čas. Na žalost je zavezniška vojaška uprava odvzela Slovencem zavedno to stavbo. In več desetletij, vsa povojna leta, je ta stavba bila in je še danes državna, kjer so v skoraj vseh nadstropjih državne pisarne. Vendar z zaščitnim zakonom številka 38 iz leta 2001 Slovenci končno pravno lahko doživimo možnost, da se nam vse stavbe, vsi domovi vrnejo, tako Narodni dom v Trstu, Narodni dom pri Svetem Ivanu v Trstu in Trgovski dom v Gorici. Prva, ki je stopila v te prostore, je Narodna in študijska knjižnica, katere oddelek je Fajglova knjižnica. No, šele leta 2019 dobimo finančna sredstva in z njimi tako krasno obnovimo te prostore s temi velikimi izložbenimi okni, v katere lahko seže pogled navzven daleč, več 100 metrov v bližnji park in na utrip ulice, in lahko tudi iz ulice lahko pogledajo oddaleč noter in oddaleč vidijo slovenski napis Trgovski dom. Ko se približajo, pa še Narodna in študijska knjižnica, torej slovenski napis v centru Gorice. To se prvič zgodi. In naša knjižnica je odprta vsem občanom. Ne glede, če so Slovenci ali Italijani, kdorkoli je kulturni človek, kdorkoli v srcu čuti ljubezen do knjig, do kulture, lahko vstopi te prostore. Seveda je to najprej slovenska knjižnica. Tako da si želimo, da bi ta prostor postal to, kar so si želeli Slovenci takrat, leta 1905, in srce, da bi postalo srce slovenskega utripa, slovenskega življenja v mestu. In to si želim tudi jaz. Zato bo knjiga, slovenska beseda, kultura in srčnost ljudi bodo imeli prostor v tej krasni palači. Hvala lepa in lepo berite še naprej, uživajte v branju in pridite kaj na obisk. Prijazno pozdravljeni v imenu Goriške knjižnice. Letošnja bralna akcija Primorci beremo je potekala že 15. leto in tako postala že kar tradicionalna. Sodelovalo je 10 primorskih knjižnic, ki so ponovno združile moči
in v času od 23. aprila do 9. novembra spodbujale člane k raziskovanju in spoznavanju kvalitetne literature slovenskih avtorjev ter razvijanju bralne kulture. Tudi letos smo pripravili bralni seznam, na voljo je bilo 86 naslovov knjig, od tega 75 proznih del in 11 pesniških zbirk. Za uspešen zaključek bralne akcije je bilo potrebno prebrati 5 proznih in 1 pesniško zbirko, ter oddati bralna znamenja v eno izmed sodelujočih knjižnic. V projektu so sodelovale naslednje knjižnice: Goriška knjižnica, knjižnica Bena Zupančiča Postojna, knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, mestna knjižnica in čitalnica Idrija, mestna knjižnica Izola, mestna knjižnica Piran, Narodna in študijska knjižnica Trst ter Slovenska knjižnica Damira Fajgla Gorica ter Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Skupaj imamo v vseh 10 knjižnicah preko 48.000 aktivnih članov, od katerih je letošnjo akcijo zaključilo 783 bralcev, ki so skupaj prebrali 4148 knjig. V Goriški knjižnici je sodelovalo 74 bralcev, akcijo je uspešno zaključilo 50 bralcev, ki so skupaj prebrali 507 knjig. S to vsakoletno akcijo spodbujamo uporabnike k branju in jim skušamo približati kvalitetno literaturo slovenskih avtorjev, ter tako prispevamo k razvijanju bralne kulture. Obenem pa nas zelo veseli, da naši uporabniki radi posegajo po knjigah, po slovenskih avtorjih in tako, kljub nekoliko neprijetnim časom, ohranjajo stik s pisano besedo. Sodelovanje Goriške knjižnice s knjižnico Damira Fajgla Gorica poteka preko različnih projektov. Goriška knjižnica kot obmejna knjižnica oziroma knjižnica na obmejnem območju ima po zakonu določeno nalogo, preko katere je stkala močno vez s slovenskimi knjižnicami, pa tudi šolami v Italiji. In nasploh vežemo stike s celotno slovensko skupnostjo. Med drugim smo združili moči tudi v projektu Primorci beremo. Že nekaj let namreč skupaj pripravljamo zaključno prireditev, navadno v Novi Gorici. Letos smo izbrali Gorico, ker ima novo in prečudovito knjižnico v Trgovskem domu. Tudi knjižne nagrade smo nekoliko prepletli, in sicer bralcem, ki so v Goriški knjižnici oddali lističe in zaključili akcijo, bomo podarili knjigo Davida Bandlja 11 let in pol tišine. Po drugi strani pa bodo bralci knjižnice Damira Fajgla prijeli delo slovenske avtorice Anje Mugrli Čebelja družina. Prepričani smo, da bomo stkane vezi še dolgo ohranjali in jih vedno bolj prepletali. Lep pozdrav, drage gledalke in gledalci. Smo v Fajglovi knjižnici in gostimo pisateljico Anjo Mugrli ob zaključku akcije Primorci beremo. Anjina knjiga Čebelja družina je bila tudi med izbranimi deli za to akcijo in veseli smo, da je Anja z nami. Prav lep pozdrav in hvala, da si prišla. Lepo pozdravljen, David, in hvala za povabilo. Torej, spodobi se in pravično je, da Anjo nekoliko predstavimo, čeprav je naši publiki precej znana. Slovenska pisateljica, Primorka seveda, to je treba poudariti ob tej akciji. Diplomirala je slovenistike na Univerzi v Novi Gorici in magistrirala iz uprizoritvenih študij na Primorski univerzi oziroma na Univerzi na Primorskem. Javnosti znana predvsem po zbirki kratkih zgodb Zeleni fotelj, ki je išla leta 2015, in po romanu Spovin, ki je išel 2 leti kasneje. Zadnji pisateljski podvig pa je knjiga kratkih zgodb, ki jo tukaj predstavljamo, in sicer Čebelja družina, ki, to je treba povedati, je prinesla tudi laskavo priznanje, in sicer Evropsko nagrado za književnost. To nagrado podeljujejo od leta 2009. Vsako leto jo prejmejo, tako pravijo, neuveljavljeni avtorji iz držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, iz katerega se ta nagrada tudi financira, in nacionalne žirije, ki jih sestavljajo posamezni založniki, knjigarnarji, avtorji in kritiki, izberejo zmagovalce iz vsake od sodelujočih držav. Letos je ta čast
pripadla tudi tebi, Anja, s čebeljo družino. In bi začeli kar s tem, ne? Namreč nagrade imajo v avtorovem življenju danes precej pomembno vlogo. So eno izmed ključnih sit, tako rekoč, skozi katera morajo dela, da postanejo v bistvu opazna v javnosti. Ne? Ponekod je slišati tudi polemike ob tem, da so postale nagrada celo bolj pomembna od kritike same. Mislim, več velja recimo nagrada, kot pa beseda kritika. Kako ti gledaš na to svojo nagrado, glede na to, da si jo prejela skupaj z nekaterimi pisci iz cele Evrope, kaj ti ta nagrada pomeni? Evropska nagrada za književnost je moja prva nagrada in seveda sem je zelo vesela. In se mi zdi, še posebej sem je vesela zato, ker je to evropska nagrada, seveda. Zdaj, glede tega, da so nagrade postale bolj pomembne kot kritika, mogoče po eni strani je to res v smislu, da so vsekakor boljša referenca za avtorje. Predvsem Evropska nagrada za književnost avtorjem prinese številne prevode v tuje jezike, kar si lahko tudi sama obetam. In se tega seveda tudi veselim, ker bo tako moja knjiga našla tudi bralce zunaj Slovenije, seveda. In hkrati pa je ta nagrada zame pomembna tudi iz tega vidika, da mi da neko samozavest kot avtorici. Je vsekakor neka povratna informacija, da sem na neki dobri poti. Si bila presenečena ob prijemu? Zelo sem bila presenečena, predvsem zato, ker je šlo za zbirko kratkih zgodb. Med letošnjimi avtorji, ki so prejeli to nagrado, sem bila edina s kratko prozo, vsi ostali so prejeli nagrado za roman. Tako da ja, bila sem zelo presenečena, še posebej, ker sem izvedela, da sem med nominiranimi knjigami, mislim, da nekaj tednov preden so bili razglašeni potem rezultati. No, jaz sem prepričan, da bralci nismo tako presenečeni, ukolikor zelo tvoje zgodbe in roman pravzaprav smo zelo radi brali. Ampak dejva se zdaj osredotočiti na zbirko kot tako, in sicer Čebelja družina je sestavljena iz 7 zgodb, ki se recimo po osnovi, ali kot bi rekli v strokovnem jeziku sižejsko, so precej vsaka sebi, vendar jih povezuje več elementov. Za rdečo nit 7 zgodb je marsikatera kritika, ki je išla po knjigi, pač zaznala obrede oziroma stare običaje, ki so, citiram, značilni za slovensko kulturo, so pa predstavljeni v drug kontekst ali drug sodoben čas, kjer pridobijo novo vlogo in podobo. Konec citata. Se ti zdi, da je kritika ujela pravi recimo smisel teh zgodb v obredju in v teh običajih, ki se nekoliko potem prelevijo, ne? Zdaj, recimo ta citat, ki si ga prebral, je zelo podoben predstavitvi, ki sem jo jaz pošiljala skupaj s svojim rokopisom, v bistvu založbam. Poslala sem 2 založbama in potem Cankarjeva mi je odgovorila, da mi bodo knjigo objavili. In mislim, da ta citat zadene bistvo po eni strani te knjige, saj sem knjigo začela pisati prav z to idejo, da bi napisala zbirko zgodb, ki bi govorile o običajih oziroma o teh obredih, ki so značilni za slovensko kulturo. To idejo sem dobila, ko sem napisala za nek literarni natečaj zgodbo, ki je govorila o enem slovenskem običaju. Te zgodbe sicer v tej knjigi ni. Mi je pa ta zgodba dala potem idejo, da bi to zbirko sestavila. In tako sem nekako začela raziskovati sploh, kateri so ti obredi, ki bi jih jaz rada uporabila. In med tem raziskovanjem sem tudi odkrila nekaj obredov oziroma običajev, za katere prej niti nisem vedela, kar mi je bilo zelo zanimivo. Bi nam razkrila katerega izmed teh morda? Da ne povemo pa preveč o knjigi, ne bomo razkrili, v kateri zgodbi to pride na dan, ampak ker pač, ko sem jo bral, se je tudi meni zdelo, da so nekateri obredi v bistvu neznani širši javnosti, ne? No, eden izmed teh, za katerega sem izvedela šele med raziskovanjem, je ples stoli. Drugi je pa zelo poseben obred, ki me je še posebej pritegnil zaradi
njegove temačnosti, pa tudi zaradi tega, ker se ukvarja z eno tako tabu temo, torej smrtjo, s katero se danes ljudje se raje izogibamo, kot da bi se o smrti pogovarjali. In sicer gre za obred umivanja lobanje in zavijanja lobanje v prt, ki se v bistvu dogaja v sklopu pogreba. A bi nam lahko malo več o tem povedala, ker mene je tudi ta najbolj pritegnil. To mislim, da je v zadnji zgodbi ali v predzadnji. In je nekako, sem zdaj prvič slišal in zato se mi zdi tudi primeren način, da te v prvi osebi vprašam, ne, kako si do tega prišla in odkot izhaja recimo ta tip obreda? To sem v bistvu, ta obred sem našla v knjigi z istoimenskim naslovom, torej Umivanje in zavijanje lobanje v prt. To knjigo jo je napisalo več avtorjev. Dogaja pa se, oziroma obred se je dogajal predvsem v Kanalski dolini, torej čez mejo. In v tej knjigi v bistvu pričevalci pravijo, da so se ti obredi dogajali seveda v majhnih vaseh, kjer so bila majhna pokopališča, kjer ni bilo dovolj prostora, da bi recimo vse umrle iz tiste vasi pokopali, kar je potem tudi namen tega obreda. In hkrati pa tudi pričevalci poročajo, da je ta obred običajno izvajala ženska in pri tem omenjajo tudi njeno ime, Evica, ki sem ga potem uporabila tudi v zgodbi. In ta obred je imel smisel, vkolikor pač so za to, da bi nov prostor naredili v grobu, so s spoštljivostjo dejansko se poklonili tistemu, ki je bil zadnji v tem pokopan. Tako, ja. Na nek način je tu šlo za spoštovanje, za prikaz spoštovanja do tega že pokopanega, hkrati pa tudi so verjeli, da s tem obredom grob ne bo izvrgel tistega, ki so ga nazadnje pokopali potem zraven. Morda veš, ali si zasledila, koliko stoletij nazaj izhaja, iz katerega časa izhaja ta obred, ali je potem recimo z krščansko kulturo ta obred nekoliko splahnel? Če se prav spominjam, mislim, da pričevalci pravijo, da so ta obred izvajali še na začetku 20. stoletja. Tako da niti ni tako daleč nazaj. Hvala. S tem smo dejansko zajeli srž, ne? Ti govoriš o skupnosti, ne? Ti obredi so ena izmed stvari, ki zaznamujejo neko skupnost, in tudi naslov Čebelja družina namiguje na neko skupnost, ki je sicer organizirana, urejena v dobrem in slabem, ne? Čebelje imajo marsikatero potezo, ki jo tudi v svojih zgodbah razkriješ, ne? Ki je nekoliko nenavadna ali vsaj tudi kruta pravzaprav, ne? Tako da nekako razumem ta tvoj metaforičen naslov, po katerem je tudi ena izmed zgodb naslovljena, ne? Morda centralna, edina, ki ima tudi eno referenco časovno. In vsi ti junaki, tvoji junaki pač so del neke skupnosti, doživljajo neko skupnost od znotraj, v svojih celicah nekako, ne? Pa vendar njihova vloga postane potem javna, ne? In prav v tem trku javnosti in zasebnosti se dogaja po mojem obrat, oziroma njihova perspektiva junakov, kako dojemajo stvarnost, trči ob tem, kar dejansko ta stvarnost je, ob njeni pojavnosti kot običajno življenje, ki je v nasprotju s tistim, ki ga doživljajo tvoji junaki. Tudi nekateri kritiki so zaznali, da zgodbe niso časovno jasno določene, jim ne moremo povedati, ali gre za preteklost, ali za eno sedanjost, ali za eno prihodnost, razen seveda ene, ki je zgodovinsko tudi postavljena, pač v en jasen zgodovinski čas. Meni pa se zdi, da je ta ločnica med dvema časovoma v bistvu hote narejena, ne? Zato te pa vprašam, kako je s tem, vkolikor dojemam pač dva časova, čas dojemanja zgodbe v bralcu, kako bralci doživljamo to, in čas dogajanja zgodbe v fikciji, v junaku. Ju ne zaznavam kot enaka časa,
vendar različna ne po fizikalni obliki časa, pač pa po dojemanju časa. Tvoji junaki dojemajo čas drugače, kot ga dojema stvarnost, ki je zunaj njih. To je tisto, kar je mene zelo pritegnilo, ne, pri tvojih zgodbah. To je v bistvu zelo, zelo zanimivo, kako si v bistvu dojemal te zgodbe in ta čas. Jaz moram reči, da razen Čebelje družine, ki si jo že omenil, ki je naslovna zgodba in umeščena torej v čas druge svetovne vojne, vse ostale zgodbe sem jaz pisala z neko idejo, da se dogajajo v sedanjosti. V sedanjosti in sicer sem to skušala prikazati tudi na ta način, da čeprav v zgodbah govorim o nekih obredih in običajih, značilnih za neko preteklost, vsaj večinoma, čeprav ni nujno, recimo pust se tudi dandanes praznuje, tako da to ni nek pozabljen običaj. Torej, da sem te obrede skušala uporabiti na nek drugačen način. Recimo, pust dojemamo kot neko praznovanje, kot nek čas veselja, torej zima se končuje, začenja se tisti svetov čas leta, medtem ko protagonist zgodbe pust, zanj pa recimo ta čas in te maske predstavljajo grozo. On se tega na smrt boji, zaradi tega odnosa s svojim očetom in tega, kakšna oseba je bil ta oče, torej ker je bil duševno bolan. In ravno potem s tem obredom, torej s njegovim soočenjem, s tem obredom, potem on premaga ta strah. Tako da jaz sem skušala, ves čas sem imela v misli, da se te zgodbe dogajajo tukaj in zdaj, in sem se poskušala tudi potem poigrati s temi obredi. Ravno zaradi tega, ker sem imela v misli, da se zgodbe dogajajo zdaj. Kako je pa tvoj odnos do obredov? Ali vidiš v njem nekaj katarzičnega za skupnost, ali so dejansko nekaj zavezujočega za skupnost? Če gledamo na fiktivno skupnost, ki jo kreiraš recimo v Čebelji družini. Ja, mislim, da so kar katarzični. Mislim, da protagonisti, vsaj tako sem poskušala jih voditi skozi zgodbe, s pomočjo teh obredov nekako se rešijo svojih strahov. Torej, ta strah se kar pojavlja v več zgodbah, ampak se to vedno zgodi na nek drugačen način, kot recimo ti obredi niso uporabljeni tako, kot smo mi vajeni, torej nimajo svoje neke primarne vloge, ampak potem nekako skušam zasukati. No. Skušala sem zasukati stvari, da se obredi malo, da imajo drugačno vlogo. Kako pa nastajajo tvoje zgodbe? Startaš iz junaka ali iz dogajanja? Mislim, v tvojih mislih se najprej zariše eno dogajanje ali se zariše ena podoba enega junaka, ki razmišlja, ki deluje na nek določen način? Jaz mislim, da vedno štartam iz junaka, ker me protagonisti, mislim, da najbolj zanimajo. Ko dobim neko idejo za zgodbo, mislim, da se tudi že pojavi hkrati ta protagonist. Torej že vem, kdo bo, ali bo to ženska, ali bo moški, ali bo otrok. To je tisto, kar me najbolj zanima v zgodbah. In potem gradiš zgodbe postopoma več časa, se ti spišejo takoj, kako je s tem? Zgodbe, vsaj tiste krajše, večinoma jih napišem tako, v enem zamahu, bom rekla, s tem, da se potem dosti vračam nazaj in si vzamem lahko teden, 2, 3, da jih popravljam. Torej, da so take, kot si jaz predstavljam, da naj bi bile. Sem perfekcionistka, tako da težko se ločim od teksta. Tudi potem, ko je enkrat tekst že nekje objavljen, ne smem iti brati nazaj, ker najbrž bom si rekla, zakaj nisi raje tako. Ja. Kdaj pa pišeš? Po dnevi, po noči, čez dan? Najraje imam jutra. Sem jutranji tip. Najlepša jutra so zjutraj, ne? Ja. Pa tudi v tem času, potem, ko začenja svetloba izginjati. No.
In najdeš v teh trenutkih kakšno posebno povezavo recimo z ustvarjanjem zgodb, ali je to čisto ena, bomo rekli, osebno lagodje, ko imaš mir in lahko tedaj pišeš? Ja, jaz mislim, da je predvsem s tem povezano, ja. Ker jutra so pač moja, ni še tistega hitenja, telefon še ne zvoni, maili še niso prišli in tako dalje. In hkrati tudi potem, ko se dan bliža koncu, je spet tisto, se v bistvu čas se malo umiri in se lažje potem tudi jaz posvetim nekemu tekstu. Ne vem, če je to posledica, ampak zaznati je v tvojih zgodbah, da daš času pravilen čas, ne? Kar je seveda pri prozi najtežje. Ampak pripoved v tvojih zgodbah teče zelo, zelo mirno, lagodno. Pa me zanima dejansko, kdo je pripovedovalec tvojih zgodb. Je Anja Mugerli, je nekdo, ki pripoveduje, ki ga ustvari Anja Mugerli, je včasih morda prvoosebni pripovedovalec tiste zgodbe, ki se rodi v mislih tvojih kot pisateljice. Tako, ta rahla meja med fikcijo in resničnostjo, ki je ustvarjena v pripovedi, ki izgleda tako realistična, ampak vseeno je pravzaprav so besede, so črke na papirju, ne? To je eno zelo zanimivo vprašanje. Nisem nikoli sploh razmišljala o tem. Mogoče bi tukaj omenila to, da opažam razliko recimo pri pisanju kratkih zgodb, torej te krajših form tekstov in pa recimo romana, ker zdaj trenutno delam na romanu in je zelo drugačen način dela, ker recimo zgodbe nekako nastajajo tako, da se kar izlijejo včasih iz mene. Čeprav je res, da to izlivanje je bilo veliko bolj prisotno pri Zelenem fotelju. Tam sem se nekako res prepustila, mogoče je bilo potem tudi manj tega ukalupljenja tega teksta, torej teh rezov in tega brisanja. Medtem ko pri Čebelji družini sem res imela neko idejo, ki sem ji skušala zelo strogo slediti, torej nisem bila kar hitro zadovoljna, no. Ampak še vedno gre na nek način pri tej krajši formi za nek tekst, ki se izlije iz mene, zdaj ali sem jaz pripovedovalka ali je kdo drug, tega niti ne znam povedati. V zbirki se vidi, da je zgrajena z neko arhitekturo, tudi po številu zgodb, ki jih je relativno malo, ampak imajo določeno težo, so postavljene v eno navidezno nepovezano, ampak dejansko po vsebini, po načinu recimo pripovedovanja zelo povezano celoto. Me zanima pa naslov, kako si do njega prišla, ali je nastala zgodba z imenom Čebelja družina najprej, ali je zgodba potem poimenovala knjigo, s tem, kako je bilo namreč. Ja, mislim, da je kar zgodba poimenovala to knjigo, ta zgodba Čebelja družina. No, to je tista zgodba, ki se ni kar izlila, ampak sem na njej precej dolgo delala, tudi zato, ker se ukvarja z različnimi stvarmi, od čebel do druge svetovne vojne, do judovstva in sem veliko časa posvetila tudi raziskovanju in temu, kaj bi v bistvu jaz rada v tej zgodbi uporabila, da bo ta zgodba tudi stala in da bo verjetna. Torej, da bo bralec se res lahko prepustil in verjel tej zgodbi. Ne, sej je dialog, tako da v bistvu te bom pa še vprašal, recimo ena značilnost, ki jo najdem v tvojih zgodbah, je tudi velik občutek za liriko, ki ni samo lirika v smislu tem patetičnem izpovedovanju, ampak gre za liriko, kjer nenadoma se pripoved premakne iz ene zavesti v en flashback, ki deluje na nezavednem. Zdaj uporabljam zelo psihološke termine, ampak daleč od tega, da bi šlo za psihologiziranje, temveč me zanima, kako je s tem prehajanjem iz pripovedne zavesti v pripovedno introspekcijo, ne? Ki včasih in ne daješ niti
niti nekega okvira, ampak pripoved gre sama od sebe, recimo, ne? In to ustvarja v bralcu veliko pazljivost, dejansko bralca skozi držiš na nitki, da ti sledi. Zdaj niti ne vem, kaj je točno vprašanje. Jaz imam zelo rada ta prehajanja, recimo, tudi v tekstih, ki jih sama rada berem. Imam rada tekste, ki ohranjajo mojo pozornost, pri katerih moraš biti res bolj pozoren. In mogoče ravno iz tega, ker se mi taki teksti všeč, ker take knjige rada berem, se potem poskušam v tem tudi pri svojem pisanju. Imaš raje dolgo progo ali kratko progo, oziroma imaš raje kratko zgodbo ali roman? Težko bi rekla, kaj imam raje. Kot vprašati starše, katerega otroka imaš raje, ne? Ampak... Kratka zgodba je tista prva ljubezen. Začela sem s kratkimi zgodbami in mislim, da bom se vedno vračala k kratkim zgodbam. Je pa roman en tak izziv, ki sem si ga dala že pred Spovinom, recimo je bilo nekaj poskusov. Enkrat mislim, da sem ti tudi pravila o tem in sem imela kar težave, ker tistih romanov nisem mogla nikoli dokončati. V bistvu je bilo pri meni zelo težko to ohranjanje te koncentracije, ker v bistvu roman lahko pišeš več let in kako ti ohraniš tudi to strast do te zgodbe, do te teme, ne, v kateri pišeš. In hkrati je to tudi neka kondicija pisanja potem, ne, da se ti disciplinirano vsak dan vračaš k temu tekstu. Tako da ja, roman ima tudi en zelo poseben čar. Morda celo bolj za pisatelja velik trening, ne, predstavlja roman v tem smislu. Velik pedagoško spodbudo, da naj nadaljuje svojim delom, kar pač ne more nekje prekiniti, ne. Kratka zgodba je pa skica, ne, flash, morda. Ne vem, me zelo zanima, ker pač delujem na čisto drugih področjih in zato je zelo zanimivo o tem se pogovarjati z nekom, ki to dela. Me pa zanima čisto na začetku tvoje pisateljske poti, kje si našla iskrico, ki te je vodila recimo k pisanju. Kako je Anja Mugerli postala pisateljica? Sem iz družine bralcev, vedno smo bili obkroženi z knjigami. Kot otrok, recimo, takoj, ko sem sploh začela pisati, ko sem usvojila te črke in besede in tako naprej, sem nekako začela sestavljati tekste. Ena stvar, ki sem jo zelo rada počela, je bila recimo, ker sem se zelo uživela v kakšno knjigo, ki sem jo brala, in mi je bilo tako žal, ko se je končala. Nisem se mogla sprijazniti, da je tiste knjige konec in jaz sem v bistvu potem začela pisati nadaljevanje te knjige. Wow. In to je bil potem tudi en tak način, kako sem se s tem pisanjem začela srečevati. Ampak to govorim o osnovni šoli, kjer seveda. Potem po diplomi sem si pa rekla, da me je ta strast še vedno držala in sem si rekla, da bi pa res poskusila s tem, da vidim. Ja, ta nostalgija po knjigi, ko jo pustiš, ko se pač konča, je precej pogosta, se mi zdi, med tistimi bralci, ki s strastjo pristopamo do zadeve. Glede ustvarjanja teh svetov je pri romanu in pri kratki zgodbi seveda treba ustvariti en svet okoli same zgodbe, ne? Tisti svet, ki si ga mi samo predstavljamo, ampak ki v pisateljevi zavesti mora biti kar precej podroben, ne? Me zanima, kako si ti s tem ustvarjanjem svetov, ne samo okoli romana, recimo Spovin, ampak tudi okoli kratkih zgodb, ki nam podajo samo en izsek, ampak verjetno ne obstaja samo ta izsek v tvoji pisateljski zavesti, je tudi vse, kar je okoli, ne? Kar posamezen junak, rekla si, da štartaš od junaka, počne pač v svojem vsakdanu, zato da je tak. Mi seveda tistega vsakdana ne poznamo, ti verjetno kot avtorica pa morda ja. Zdaj, ko govorimo o zelo kratkih zgodbah,
Ponavadi obstaja res skoraj samo tisto, kar je na papirju, seveda pa obstajajo potem tudi različne verzije lahko ene zgodbe. S tem sem se recimo bolj srečala, ko sem pisala spovin, ker sem dosti potem iz tiste verzije, pač tiste prve verzije romana tudi vrgla ven. In recimo, ko sem predstavljala roman, ko sem že malo tudi pozabila, ne, vse tiste stare verzije, včasih nisem niti vedela več, kaj je ostalo v romanu oziroma kaj sem izločila, ker vse to nekako živi v meni, ko jaz pomislim na spovin, ne. Tako da ja, je veliko teh stvari, je pa res, da imam s tem še malo težav, s tem ustvarjanjem sveta. Ko sem recimo študirala kreativno pisanje v Kopru, nam je Andrej Skubic, ki nam je predaval pisanje romana, rekel, da roman zelo težko začneš kar tako, se usedeš in boš ti napisal roman, ne. Da je treba najprej sestaviti očrt, zgraditi like, kraj dogajanja, torej vse, ne, čim več stvari. In jaz, ki sem takrat imela izkušnje samo s kratkimi zgodbami, sem ga malo tako skeptično poslušala, sem si mislila, ne, to kar začneš pisati, ne. Potem pa res, ja, ko začneš in tak dolg tekst, res rabiš ta nek osnutek, očrt, veliko podatkov, ki v bistvu jih ti potrebuješ, da lahko zgradiš ta svet, ki pa potem jih ne nujno, pač ni nujno, da jih potem daš v sam roman, ne. Kaj pa recimo o tvojih okusih bralnih? Imaš kakšnega najljubšega avtorja ali avtorico? Ja, imam veliko avtorjev in avtoric, ki so mi všeč. Vedno mi je težko potem, ko me kdo to vpraša, izpostaviti. Ampak no, eno avtorico, ki pogostokrat omenim, je nigerijska avtorica Chimamanda Ngozi Adichie. Iz njenih del sem tudi magistrirala. Ona je za mene ena najbolj, ne vem, njene knjige so res čudovite, no, in jaz priporočam vsakemu, da jih prebere. Recimo še posebej Polovica rumenega sonca. So tako mojstrsko napisane, tako da jaz kar čakam, kdaj bo prišla naslednja njena knjiga. In ta čas, ko čakaš, kateri so tvoji načrti za zdaj po Čebeljji družini? Trenutno, kot sem že omenila, delam na romanu, tako da sem kar s tem zdaj zasedena, oziroma bi rada bila še bolj, no. Nažalost je veliko vsakdanjih obveznosti, ki včasih me odpeljejo tudi stran od pisanja. No, seveda mi Čebeljji družini želimo čim več bralcev, kar seveda si knjiga zasluži, da bomo pa še spodbudili recimo bralstvo k seganju po njej. Bi te prosil, če nam lahko prebereš kakšen odlomek, pa ti kar sama izberi recimo, katerega bi in... Prebrala bom odlomek iz naslovne zgodbe Čebelja družina. Kuhinja je lahko njen atelje, tako kot so sanje njena resničnost in resničnost le sanje. Vojna ne obstaja, čeprav zrak smrdi po njej. Pravijo, da sanjati v barvah ni mogoče, ona pa to počne vsako noč. Sin je modra kot nebo, temno modra kot morje, ki ga je videla samo enkrat, z njim, rumena kot cvetni prah, ki je ostane na roki, ko v vazo položi cvetje. Zadnje čase komaj zbere denar za hrano, zato ji ne ostane nič za barve, pa tudi če bi, ni prepričana, da bi jih v mestu sploh lahko našla. Zdi se, da je skupaj z lastniki trgovin izginila tudi polovica izdelkov. Že dolgo ni prodala nobene slike, niti podobic, ki jih ob sobotah nese na tržnico, ljudje ne kupujejo več. Morda imajo tudi sami premalo denarja, ali pa so izgubili vero, si misli. Potem pa neko soboto vidi, kako z okon mestne hiše izobešajo rdeče zastave s črno svastiko in med njimi sliko človeka, ki ga vsi kličejo Führer.
Ljudje se drug za drugim ustavljajo in mu dvigajo roko v pozdrav, kot bi bilo od tega odvisno njihovo življenje ali kot da bi našli novega boga. Vrne se domov s torbo polno podobic, razočarana in zmedena, a navsezadnje ni vira še nikogar nasitila. Strmi v skice, ki jih je narisala včeraj pozno zvečer, ko je mali že spal, in potem se domisli. Barve zmeša sama, pomaga si z ogljem in glino, s travo in koreninami, a v njeni paleti manjka rdeča. Potrebovala bi košenilke iz Južne Amerike, kamor je odšel on. Ko je bil mali čisto majhen in ji je on še pošiljal pisma, ji je nekoč poslal za 5 košenilk, zavitih v papir. Rdeča za tvoje slike. Iz malih hroščkov je dobila le borno količino karmina. Naslikala je mak, rdeč kot kri, v spomin na njun dan sredi makovega polja. Bila sta iz različnih dežel in govorila sta različna jezika. Tistega dne pa sta izumila svoj jezik. Takoj, ko bo mogoče, bosta prišla za mano, ji je obljubil. Tik pred porodom je k njej poslal Nado. Šele pozneje je izvedela, da je ime njegove mame v njihovem jeziku pomeni upanje. To je imela za dobro znamenje. A Nada je medtem umrla, mali raste kot trava in pisma ne prihajajo več. Hvala, Anja. S tem zaključujemo tudi seveda naš video zaključek akcije Primorci beremo. Še enkrat hvala, ne samo, da si bila z nami, tudi da pišeš, ker da Primorci beremo, je pomembno tudi, da Primorci pišemo. In zato ti želim še veliko, veliko dobrih ur ob računalniku in dobrih zgodb. Hvala, David.